Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V Visokogorju je zapadlo veliko snega in snežne razmere so res ugodne, vendar pa je zato potrebna še boljša previdnost kot sicer. Potrebna je varnost, psihofizična kondicija. Vse več pa se jih odpravlja v gore rekreacijsko, naturna smučanja in seveda so tudi zimske počitnice. Kaj svetujete? Ja, res je, v hribih je dosti snega, seveda privlačnost potegne tudi množico ljudi. Namreč v zadnjih letih opažamo množično obiskovanje gora, tako turnih smučarjev kot pohodnikov. Veliko med njimi je neizkušenih, zato predlagam, da se povežejo s planinskimi društvi, da obiskujejo kakšen tečaj o gibanju na snegu v hribih, uporabo zaščitne opreme, cepin, dereze. Namreč ni zadosti, da to kupimo in brez nekih navodil to uporabljamo. Namreč cepin in dereze je potrebno obvladati. Sama oprema nam ne pomaga nič. Prejšnji teden se je zgodilo kar nekaj nesreč v gorah, med drugim na turnem smučanju, tudi na drugih koncih. Kaj se je dogajalo? Ja, konec tedna so bile kar 4 intervencije. V nedeljo smo imeli tudi na Jesenicah neko posredovanje. Imeli smo namreč vajo v Španovem vrhu, postajno vajo, kjer smo vozili kanadko in pa aki in pa seveda ponavljali teme z reševanja iz plazov, na kar smo dobili obvestilo, da je na Ptičjem vrhu neka obolela oseba, nek turni smučar. Po informacijah, ki smo jih pridobili, je šlo za kap, možgansko kap, zato smo zaprosili helikopter in je zelo hitro preletel, pobral našega letalca reševalca in so ga pripeljali v ljubljansko bolnišnico. Tudi na drugih koncih, v Ratečah, v Radovljiška postaja imela akcijo, tako da ja, v tem času je teh posredovanj veliko, namreč tukaj so tudi počitnice, zimske šolske počitnice in seveda vedno več ljudi v hribih. Kar se plazov tiče, je trenutno 2. do 3. stopnja. Vidimo, da se je na Golici že spontano utrgalo več talnih plazov, namreč tam je podlaga travnata. Drugače so pa karavanke, moram reči, kar dosti varne. Seveda v upoštevanju vseh teh definicij. Zato se je treba predčasno pozanimati o razmerah, seveda pogledati tudi sebe in priznati, ali smo sposobni take ture ali ne. No, ne posredujete samo v gorah, posredujete tudi na smučiščih. Tako visokogorsko smučišče je gotovo Sožičnice, Vogu, Krvavec. Ja, gorski reševalci seveda pomagamo tudi upravljavcem smučišč z našo prisotnostjo in reševanjem na smučiščih. V letošnjem letu so preko Ministrstva za zdravje zveza podpisala pogodbo, da tudi gorski reševalci pridobimo to licenco. Seveda pomagamo in tudi tam je kar dosti nezgod. Hvala lepa za tale pogovor in zaključiva s tem, da je vse povsod potrebna previdnost. Vsekakor. Pametno razmišljati, odločiti se na podlagi svojih izkušenj, svojega znanja in pa seveda telesne kondicije. Najlepša hvala. Hvala vam.